Prazniki so za nami, zdaj je čas za pogled naprej. Ta trenutek sneži. Očitno pomladi še ni tukaj in treba je biti previden. Vlada in svetovalna skupina, ki pripravlja smernice za oblikovanje novega paketa ukrepov za blaženje posledic epidemije, sta pomembno delo opravili tudi čez praznike. Zato predvidena časovnica uveljavitve drugega paketa ostaja enaka, torej do konca tega meseca. Včeraj pa se je sestala tudi strokovna skupina pri Ministrstvu za zdravje, ki jo vodi profesor dr. Bojana Beović. Skupina je obravnavala aktualno stanje epidemije in možne nadaljne korake, ki bi jih lahko Slovenija sprejela v kratkem in ki bi omogočali obvladovanje širjenja virusa ob sočasnem sproščanju nekaterih ukrepov. To pa ne pomeni, da skupina ni delala tudi čez vse praznike. Če kdo, potem ta skupina ni imela praznikov in upamo, da bo lahko vse to dokončala prihodnje leto. Besedo predajam dr. Beović, ki bo predstavila rezultate tega sestanka, še prej pa se njej in drugim članom strokovne skupine zahvaljujem za njihovo izjemno predano in odgovorno delo. Profesor Beović, prosim. Hvala za besedo in lepo pozdravljeni. Upam, da ste preživeli lepe velikonočne praznike. Vreme je bilo čarobno, kot da bi nas spominjalo, da se bo kmalu obrnilo na dobro, da bo vse dobro tudi pri nas. V Sloveniji zadnje dni poteka epidemija potiho. Najbrž zaradi praznikov, zaradi katerih ljudje, če res ni nujno, ne hodimo k zdravniku. Na srečo so bili podatki ugodni že nekaj dni pred prazniki. Nestrpno pa seveda pričakujemo novih v naslednjih dneh. Ob ugodnem poteku epidemije je razumljivo, da se sprašujemo, kako potem, ali je varno odpreti posamezne dejavnosti, katere in kdaj. Prav gotovo mora biti pred začetkom sproščanja ukrepov izpolnjenih več pogojev. Ugašanje epidemije mora biti prepričljivo in mora trajati vsaj nekaj dni. Poleg tega moramo imeti v državi na razpolago veliko število testiranj, s katerimi bomo ugotovili čim več primerov, ki bi se lahko razširili v nova žarišča. Pomembna je učinkovita epidemiološka služba, ki bo zaznala vsak nov primer ali izbruh, ga analizirala in zamejila. Ker je tako kot na številnih drugih področjih v Sloveniji seveda usposobljenih strokovnjakov za to delo malo, si veliko obetamo od sodobne tehnologije, ki nas bo lahko opozarjala na kontakte. Gre za telefonske aplikacije, ki na prostovoljni bazi in na anonimen način javljajo ljudem, da so bili v stiku z okuženo osebo. Tako stika v epidemiološki službi ni treba iskati s poizvedovanjem, zaznajo pa se tudi nekateri stiki, na katere nismo bili pozorni. Izkušnje držav, ki so že prešle skozi najhujši del epidemije, kažejo, da morajo biti ukrepi za sproščanje postopni, stopenjski, ker le tako je možno učinek sproščanja oceniti in seveda ugotoviti, če je bil kakšen korak preuranjen in morda kakšno dejavnost ponovno omejiti. Ugotoviti moramo, kako bomo na ustrezen, pa ne omejujoč način zaščitili najbolj ranljive skupine. Mednje spadajo v veliki meri starostniki. Ob tem je seveda treba opozoriti, da je v Sloveniji skoraj petina ljudi starejših od 65 let, se pravi v starosti, ki sama po sebi predstavlja tveganje za hujši potek bolezni COVID-19. Zdaj, odprava ukrepov je lahko lokalna, omejena na področja z majhnim številom primerov, nato pa jo lahko razširimo na druga geografska področja. Odločitev za tak način, ki ga predlagajo in opisujejo nekatere države, je seveda v rokah države oziroma vlade. To je ena od možnosti. Predvsem je smiselno načelno odpirati dejavnosti, ki lahko potekajo varno, z upoštevanjem fizične razdalje med ljudmi in z upoštevanjem seveda strogih higienskih pravil.
Po drugi strani pa je seveda pomembno, da se postopno odpirajo dejavnosti, ki so pomembne za življenje ljudi in bodo v čim večji meri omilile gospodarsko škodo. V Sloveniji med epidemijo nismo z odlokom ustavili tovarn. Kot smo seznanjeni in kot nam kažejo epidemiološki podatki, delo v tistih, ki so ohranile proizvodnjo, poteka sorazmerno varno. Zdaj, poleg navedenih ukrepov ob delu se redno nadzoruje zdravstveno stanje zaposlenih, kar je seveda zelo pomembno, da se posameznika ne prenese virus na druge ljudi v kolektivu. Za vse druge dejavnosti, storitvene dejavnosti in trgovino so bodisi že pripravljanja ali pa se pripravljajo natančna navodila, kako delati na način, da je možnost prenosa virusa čim manjša. V naslednjih dneh pričakujemo navodila za izhod iz epidemije tudi od Svetovne zdravstvene organizacije in od Evropske komisije. O tem bomo gotovo poročali in si s temi navodili seveda pomagali v naši situaciji, vsekakor pa jo bomo morali premisliti sami zase in seveda v široki razpravi z ljudmi. Če bodo podatki ostali ugodni, se prvi manjši paket sproščanja morda obeta že naslednji ponedeljek. Odločitev za sproščanje pa v bistvu ni v rokah vlade, ampak je v rokah nas samih, dobesedno vsakega posameznika. Posebej, če smo uspeli z omejevanjem stikov prenosa virusa omejiti, obstaja verjetnost, da se napovedi odpiranja uresničijo. Zdaj, ob odpiranju države, gospodarstva, javnega življenja pa se moramo zavedati, da bo virus ostal med nami in bo nas način življenja zato do neke mere spremenjen, vsaj do splošno dostopnega, učinkovitega cepiva ali zdravila. Bonton se bo spremenil iz objemov, splošnih objemov, ki, saj veste, niso bili vedno pristni, v vljudni priklon. Higiena bo postala vrednota. Življenje bo postalo v bistvu še lepše kot prej, ker ga bomo znali prav ceniti. Hvala lepa.